Pozdravljeni vrtičkarji, danes vam bom pokazal, kako omejiti talne bolezni in škodljivce že pri pripravi vrtnih tal, tako bo veselje do vrtnarjenja zagotovo večje. Če rastline propadejo po vzniku ali tik pred njim, so na delu škodljive talne glive, ki povzročajo številne bolezni. No, da se takim zadevam izognemo, sejemo pravi čas, se pravi ne hitimo s setvami v prehladno zemljo in ne sejemo vrtnin v mokra, hladna tla. Talne razmere v vrtu sem izboljšal tako, da sem pred globokim rhljanjem po površini tal potresel organski humus s koristnimi organizmi in tako ukrepal proti škodljivim glivam v tleh. Na ta način sem na povsem naravni način omejil tudi talne bolezni. Na površino 10 kvadratnih metrov sem dodal 1 kg organskega humusa, to pa sem naredil pred dežjem. Škodljive talne glive so naredile nekaj škode tudi pri marelicah. Ena marelica v ozadju je preživela, druga je propadla. Vzrok za propad marelic največkrat strokovnjaki iščejo v škodljivih talnih glivah in drugih dejavnikih, ki vplivajo na propad marelic. Za ohranitev zadnje marelice bom v domačem sadovnjaku uporabil organski humus s koristnimi organizmi in tako blagodejno vplival na tla in na ta način pričakujem, da ohranim vsaj eno marelico. Seveda pa priporočam, da organski humus s koristnimi organizmi uporabite tudi pri sajenju sadnega drevja. Če balkonske rastline ne rastejo najboljše in jim rumenijo listi, so po vsej verjetnosti na delu škodljive talne glive. Zato priporočamo, da organski humus s koristnimi organizmi umešate tudi v zemljo ob presajanju balkonskih rastlin. To največkrat naredimo v aprilu in pa maju, ko tudi presajamo balkonske rastline, tako bodo balkonske rastline dobro rasle in bogato cvetele. Če imate na vrtu težave s korenjevo muho, ogrci, ogorčicami in ostalimi talnimi škodljivci, uporabite kar organsko gnojilo na osnovi rastline nem, ki na škodljivce deluje tako, da prepreči njihovo razmnoževanje iz nižjih stadijev v višje. To pomeni, da se iz ličink, bub in ogrcev škodljivec ne razvije v odraslo žuželko. Organsko gnojilo na osnovi rastline nem pa deluje na škodljivce tudi odvračalno, tako bo škode zaradi talnih škodljivcev v vrtu manj. Z nasvetom smo poskrbeli, da bo v vrtu manj bolezni in škodljivcev. Vrt smo hkrati tudi pognojili. Moje ime je Davor Špehar. Veseli me, da to leto vrtnarimo skupaj.